Spoznanje več. Predsodek manj. Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Tretji ponedeljek v mesecu je in danes sem vesel, da sta moja gosta, vrhovna sodnica, gospa Barbara Zobec. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. In pa nekdanji ustavni ter nekdanji vrhovni sodnik, gospod Jan Zobec. Dober dan. Dober dan in lep pozdrav. Spoštovana gosta, tem se je precej nabralo. Upam, da jih bomo uspeli spraviti vse v 1 uro. Pa najprej, kako kot pravnik, gospod Zobec, gledate na pomen sprejete resolucije o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja, ki je bila sprejeta v Evropskem parlamentu? Ali lahko takšna resolucija vpliva tudi na sodno prakso ali pravno zavest? Ja, glede na vrednotne temelje Evropske unije, kot so jasno zapisani v primarni zakonodaji, zlasti pogodbi Evropske unije, mislim na 2. člen te pogodbe o spoštovanju človekovega dostojanstva, ki je skupna temeljna vrednota in neusahljiv vir evropske ustavnosti, je ta sprejeta resolucija povsem pričakovana. A ker tudi v Evropskem parlamentu, ne glede na vse to podlago evropske zavesti in evropskega prava, evropske ustavnosti, žal ne gre samo za vrednote, ampak gre tudi za politiko. In ker nekateri kratkoročne dnevno politične cilje želijo podvreči, želijo, da jih postavljajo v ospredje, tako kot željo pomoči, vplivu in oblasti, in to postavljajo pred vrednote, na katerih temelji Združena Evropa, je bila žal resolucija sprejeta le z večino glasov. Njen pomen pa je večplasten. Najprej pomeni potrditev in utrditev vrednot Evropske unije, pomeni doslednost z resolucijo o evropski zavesti in obsodbi totalitarizmov iz leta 2009 in s številnimi drugimi dokumenti, na katere se resolucija sklicuje. Veliko jih je. Sveta Evrope, Parlamenta Evropske unije, OECD-ja. In ta resolucija pomeni zgodovinski dokument o obsodbi povojnih pobojev v Sloveniji in ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja širše, ne samo v Sloveniji, tudi širše v bivši Jugoslaviji. Pomeni opomin in trajno spominjanje na grozodejstva komunističnih oblasti. Za nas, Slovence, je izjemnega pomena. Je mejnik v naši zgodovini. Priznavanje tistega, kar je bilo desetletja zatajvano, prikrivano in tlačeno v nacionalno podzavest. Zdaj je sprejeto resolucijo, oziroma zdaj je, kako bi rekel, vse to resolucijo je vse tisto, kar je bilo tlačeno v zgodovinsko podzavest, bruhnilo na površje. Predrlo je plašč ideoloških laži, fetiša, in narejen je prvi korak k zdravljenju bolezni. Evropski parlament je tu deloval kot psihiater, ki je bolniku omogočil uvid v svojo travmatično preteklost, potlačeno v podzavest, prekrito z plaščem fetiši ideoloških laži. Ali bo bolnik, ker Slovenija je glede tega bolnik, hud bolnik, prišel do uvida, pa bomo šele videli. Več kot to Evropski parlament ne more storiti. Ohranjanje spomina na žrtve komunističnih režimov ni v domeni prava Evropske unije. To je stvar nacionalnih pravnih ureditev. In tu bomo morali mi sami kot bolnik priti do uvida. Dali so nam pa v Evropski parlament zelo pomembno spodbudo. Kot psihiater, ki nam je pokazal ogledalo, ki nam je pokazal pot iz tega začaranega kroga. Pravno pa seveda resolucija nima učinkov. Gre za tako imenovano mehko pravo, ki lahko služi kot argument pri razlagi in uporabi prava, ni pa to pravni argument sam po sebi, nima neposredne normativne moči, kot jo ima zakonodaja. Vsekakor pa bi resolucija morala imeti vpliv na kulturno in politično zavest Slovencev.
Gospa Barbara Zobec, vi ste bili tudi članica Senata Vrhovnega sodišča v zadevi Kočevski proces, zato te zadeve zelo dobro poznate. Ali menite, da slovensko sodstvo odraža dovolj občutljivosti do žrtev revolucionarnega nasilja? Mislim, da ja, vsaj v določeni meri oziroma na določenih področjih. Naloge tranzicijskega sodstva so namreč 3. Prvič je rehabilitacija žrtev komunističnih zločinov, drugič je povrnitev škode povzročene tem žrtvam in tretjič kaznovanje tistih, ki so te zločine zagrešili. Zdaj, slovensko sodstvo je izpeljalo vsekakor prvo nalogo, morda še ne v celoti. Do zdaj je bilo po moji grobi oceni rehabilitiranih od 6-7 tisoč ljudi. Morate vedeti, da so to bili tudi skupinski procesi, kjer je bilo obsojenih več 10 obsojencev, in če je Vrhovno sodišče ugotovilo kršitev zakona v zvezi z zahtevo za varstvo zakonitosti enega od njih, je po načelu beneficium cohesionis oprostilo vse soobsojence. Vendar ima v teh zadevah škarje in platno v rokah tožilstvo. Tožilstvo je tisto, ki iniciira postopke. Do določenega leta so to lahko vlagali tudi obsojenci oziroma v primeru njihove smrti sorodniki. Ta rok je bil večkrat podaljševan, no zdaj je pa le vrhovni državni tožilec tisti, ki lahko vlaga zahteve za varstvo zakonitosti, vendar pa imajo prizadete osebe vso pravico dajati pobude državnemu tožilcu. No, in v času mandata prejšnjega generalnega tožilca je bilo vloženih veliko zahtev za varstvo zakonitosti. Karkoli si že kdo misli o gospodu Šketi, mu je treba priznati, da se je zavedal pomena poprave krivic. Morda tudi zato, ker je bila, kot mi je znano, tudi njegova družina žrtev povojnega revolucionarnega prava. No, kar se pa tiče druge obveznosti, to je dolžnosti povrnitve škode žrtvam, je delno bila izpolnjena. Tu je zgodovinsko vlogo odigrala tudi prva sestava Ustavnega sodišča s pokojnim profesor Šturmom na čelu, pa tudi sicer, kolikor mi obsodilno sodbo spremenimo v oprostilno, pač tudi vse te posledice, kot je odvzem premoženja, prenehajo in se premoženje vrača po ZIKS-u. Zdaj, tretja zahteva tranzicijske pravičnosti, to je kaznovanje storilcev komunističnega revolucionarnega terorja, pa je ostala v celoti neizpolnjena. In bo tako tudi ostalo glede na potek časa. Mislim, da storilci niso več živi. V edinem primeru, ko je tožilstvo predlagalo uvedbo kazenskega postopka zaradi naročila večjega števila umorov ljudi, sodišče ni dovolilo niti začetka preiskovalnega postopka, češ da ni izkazan utemeljen sum, da bi ravno ta osumljenec storil to kaznivo dejanje. Šlo je za znanega partica, mislim, da pomočnika načelnika OZNE Mitja Ribičiča. On naj bi ukazal umoriti večje število ljudi, zahtevo za opravo preiskave je zahtevi za opravo preiskave je tožilstvo predložilo tudi obširno dokumentacijo listinsko, kjer je bil tudi dokument, kjer so bile naštete te osebe, in pod tem je bilo zapisano glasom mape majorja Mitje. In potem je sodišče angažiralo 2 zgodovinarki, ki sta podali mnenje, kaj naj bi to pomenilo, čeprav se je do takrat štelo, da je to po odredbi. In te 2 zgodovinarki sta potem pojavili
pojasnili, da bi lahko to pomenilo tudi, da je pregledal mapo ali da je bil s tem seznanjen. No, zanimivo, ena od njih je kasneje pisala knjigo o tem dogajanju po vojni in knjiga je bila izdana tik pred smrtjo ali po smrti Mitje Ribičiča in je v njej ugotovila, da je bil on tisti, ki je predlagal postopke z aretiranimi. No, drug velik zdrs slovenskega sodstva, vključno z Ustavnim sodiščem in Vrhovnim sodiščem, pa pomenijo kočevski procesi, o čemer smo že govorili. No, če sklenem, je z omenjenima odločitvama sodstvo de facto izreklo popolno amnestijo zločincem, ki so zagrešili medvojno in povojno revolucionarno nasilje. Ostajamo država nepopisnih zločinov, brez zločincev, kar je ugotovil tudi Evropski parlament. Posledice tega pa segajo še v današnji čas, ki ga zaznamuje odsotnost sprave, pa ne samo to, odklanjanje sprave, podaljšanje preteklosti v dušah oblastnikov in nacionalni razkol. Do sprave je namreč težko priti, če za zločine na eni strani ni pravne sankcije, če ostajajo onkraj prava, nekaznovani in pravno neugotovljeni. Sprava je mogoča šele, ko so dejstva, o katerih se je treba spraviti, neizpodbitno ugotovljena, bodisi sporazumno, bodisi sodno. V našem slovenskem primeru tega ni. Ena stran revolucionarni holokavst zanika in govori, da so ga storili posamezniki. Poglejte samo na primer izjavo slovenskih evroposlancev, Jovove, Nemca, Prebiliča in Šarca. Ne vem, ali je to nepoznavanje ali odkrito prikrivanje. Vsaj za Prebiliča bi težko rekla, da gre za nepoznavanje. Do sprave gotovo ni mogoče priti tudi na ta način, kot nam ga vsiljuje predsednica republike, ki z dejanji prej kot spravo spodbuja razdvajanje. Gospod Jan Zobec, kako odnos pravne države do nerešene polpretekle zgodovine ocenjujete vi? Je šlo za zavestno zanemarjanje ali za pravno nemoč? Ja, razlogi za to segajo kar daleč nazaj, tja v čas osamosvajanja in začetek tranzicije. Moje mnenje je, da je temeljni vzrok v preživetju komunistične partije oziroma Zveze komunistov z različnimi preimenovanji, prenovitelji, SDP ali Stranka demokratične prenove, Združena lista in tako dalje, na koncu SD in seveda njenih satelitov, preživetje tudi njenih satelitov, LDS in potem, kaj so bili že, Pozitivna Slovenija, vmes Zares, pa zdaj Svoboda in tako dalje. Skratka, preživetje političnih asociacij nedemokratičnega režima. In o tem danes pričajo posnetki takratnega zgoščenega zgodovinskega časa iz parlamenta, kako so ti poslanci, tisti najbolj izpostavljeni med njimi, recimo Mile Šetinc, nasprotovali vsemu, kar bi pomenilo obrambo Slovenije. Da ne govorim o tistem zgodovinskem znamenitem stavku Milana Kučana, da Slovenija pač ni njegova intimna opcija. Ni tudi danes. Teh tudi danes ni. Zato jo rušijo. Imajo oblast in jo rušijo in stanje je tako, kakršno je, vsak dan slabše. Uresničuje se pač ta njihova želja, ta njihova intimna opcija protislovenska. No, in iz teh strank, ko sem jih prej naštel, so nastale stranke, ki so dedinje tistih strank, ki so izvedle oziroma dedinje tiste stranke, tiste organizacije, ki je izvedla poboje. Ali kot je rekel viden član SD-ja Marko Koprivc, smo ponosni dediči Zveze komunistov. To vse pove. S tem je vse povedal.
Poglejte potem recimo samo predsednico države, Natašo Pirc Musar, ki ste jo prejle omenili, ne? Vrhovno poveljnico oboroženih sil, kako se v tej vlogi v svoji uniformi, v vlogi vrhovne poveljnice sklanja k nekemu fantiču, v neki taki razcapani vojaški uniformi, ki je opasan z orožjem, ki spominja na otroka terorista, samomorilskega terorista, otrok. Predsednica ni visoke rasti, pa se sklanja k temu fantiču, se pravi, da je to otrok. In ta otrok je človek bomba. In temu otroku stiska roko, ne. Spoštovana predsednica, ne, doktorica prava, očitno še ni slišala za konvencijo o otrokovih pravicah, ki v 38. členu izrecno prepoveduje otroško oboroževanje in sodelovanje otrok mlajših od 15 let v oboroženih silah. To se po mednarodnem humanitarnem pravu, tako pogodbenem kot po običajnem mednarodnem pravu, šteje za vojni zločin, tako pravi mednarodno kazensko sodišče, ne. Hkrati pa ta ista političarka, ker državnica to ni, ne, to je pač drugorazredna, tretjerazredna političarka, javno ostro obsoja predloge nekaterih politikov in jih pozive, naj se ljudje zaradi osebne varnosti, ki jim jo ne zna ali noče zagotoviti država, oborožujejo, ne. To je velika dvoličnost Nataše Pirc Musar, taka, ki kar v oči kolje. In ta oseba je predlagateljica ustavnih sodnikov. Ironija je še večja, da se za to mesto strastno poteguje predsednik Vrhovnega sodišča, ki je ovekovečen z revolverjem na mizi svojega kabineta. Ne? Ampak to, pustimo, je že druga zgodba. Naj se vrnem k vašemu vprašanju. Mislim, da je šlo tu za zavestno zanemarjanje, za posledico kontinuitete, ko so vsi družbeni podsistemi ostali v rokah tistih, ki jih je tja postavila partija. Sveda niso bili vsi nosilci totalitarne ideologije, zagotovo pa večina in zagotovo vsi, ki so bili na izpostavljenih mestih, odločevalci, vplivneži, policija, pravosodje, mediji, izobraževalni sistem. Demos je imel formalno sicer zakonodajno in izvršilno oblast, a samo na površini, v globini, v tem kapilarnem ustroju delovanja države in družbe pa ni prišlo do premika in do prekinitve s prejšnjim režimom. Ne? Veliki gospodarski sistemi, bančništvo, finance, pravosodje, mediji. Spomnimo se samo tiste stavke novinarjev takoj po prvi seji novoizvoljene skupščine, ko je takrat, mislim, da je Janez Janša ali en od politikov Demosa rekel, da je to labodji spev slovenskega novinarja, s to izjavo se je namreč odzval na izrazito nekorektno, ponižujoče, žaljivo poročanje z prvega zasedanja nove sestave skupščine takrat še Socialistične republike Slovenije. Ne. In novinarji so tako rekoč ponoreli, no, tako je bila stavka in škandal. No in ta kapilarna prepojenost vseh teh podsistemov je povzročila, da smo se odločili za napačne korake. Za odsotnost lustracije, ne, to je bila usodna napaka, prav tako gradualizem, v nasprotju s spremembo paradigme, ne, spremembo odprtosti tržnega gospodarstva in svobode, podjetništva, podjetniške, ekonomske svobode, lastninske svobode. Ne. Vse to je povzročilo divje privatizacije. To je odgnalo pretendente oziroma potencialne tuje investicije. To je zagotovilo preživetje nekaterih mitov in tako dalje. Ne. Prav mitologija NOB je tu ključnega pomena. Ne. Z njo se identificira ta tranzicijska levica in s tem mitom se je oblikovala in se še oblikuje zavest ljudi, njihove vrednote, na tem gradi identiteta nacije. In ko je ta v rokah, tako kot v slovenskem primeru, ene politične opcije, torej tu so to nasledniki starorežimske partije, potem je jasno, da se vrtimo v slepem krogu in da nas države, ki so bile nekoč daleč za nami, prehitevajo. Prehitevajo ekonomsko, tehnološko, razvojno, infrastrukturno, politično, moralno.
Logično je, ne? In naravno je, da je družba pluralna, da v njej bivajo različne doktrine, nazorske opredelitve, verska prepričanja, različni pogledi in interpretacije sedanjih, preteklih dogodkov. Logično je, da imamo desnico in levico. A nenaravno je in v zametkih avtoritarno, če samo eno od teh doktrin razglasimo za pravo in edino sprejemljivo, kot je za Slovenijo značilno, da je to le leva, ne pa miroljubna in demokratična levica, socialdemokratska levica, temveč revolucionarna levica, tista, ki poveličuje revolucijo, z njo povezano nasilje, ki se klanja revolucionarnim krvorokcem, zločincem, hodi na čebine in zanika srčiko ustavnosti. To je izkrivljeno. Taka družba nima prihodnosti. Je izkrivljena in drsi v avtokracijo. Gospod Jan Zobec, mogoče le še k spravi na kratko poglejva, kaj ta pomeni, če ni vsaj poskusa sodne obravnave zločinov po letu 1945? Za spravo je potrebna resnica. Potrebno je bodisi priznanje zločinov ali sodna ugotovitev zločinov. Pri nas, ko ni bilo ne enega, ne drugega, niti enega sodnega postopka zoper enega samega storilca teh grozodejstev, je sprava toliko težja. Celo v Romuniji je sodstvo pred leti nadoknadilo zamujeno. Mlajša generacija pravnikov, sodnikov, odprta v sodobne pravne tokove, je nadoknadila tisto, česar niso bile zmožne starejše generacije, ki so išle iz totalitarnega obdobja. Z nekaj sodbami, s katerimi so bili obsojeni odgovorni za zločine storjene v času Čaušeskujevega režima, šlo je za pošiljanje domnevnih političnih nasprotnikov v delovne kolonije, taborišča, zapore, so nadoknadili zamujeno. Ob tem so se izčrpno sklicevali na mednarodno pravo človekovih pravic in dokazali svojo pravniško, sodniško in intelektualno zrelost. Slovensko pravosodje te zrelosti še ni doseglo. Morda kdaj v prihodnosti. Vse konec koncev še ni zamujeno. Recimo s postopkom zoper tiste, ki so bili vpleteni v umore na italijansko-jugoslovanski meji, ki so se še dogajali v 80. letih prejšnjega stoletja in katerih protagonisti še niso odšli z tega sveta. Verjamem, da bodo mlajše generacije pravnikov to zmogle in popravile tisto, kar niso zmogli njihovi predhodniki, ter Slovenijo naredile normalno in civilizirano državo. Resolucija o ohranitvi spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja, o kateri smo govorili malo prej, k temu nagovarja, spodbuja in pravzaprav neprisilno zavezuje. Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. Moja gosta sta danes vrhovna sodnica gospa Barbara Zobec in nekdanji ustavni ter nekdanji vrhovni sodnik gospod Jan Zobec. Spoštovana gosta, sedaj bi šli korak naprej in gremo k napadom Romov, ki jih je bilo v minulem času kar precej. Kako ocenjujete trenutno pravno ureditev na področju zagotavljanja varnosti v romskih naseljih in okolici? Imajo občine in država na voljo učinkovita pravna sredstva, gospod Zobec? Ja, tukaj tako, poglejte, država nastala na podlagi družbene pogodbe. Država je predvsem namenjena, državljani, ljudje smo državo ustanovili zato, da nekatere naloge in cilje, ki jih kot posamezniki ne moremo uresničiti, lahko jih pa samo organizirano skupaj prenesemo na državo, da skupaj skozi državo to uresničimo. In en od prvih takih ciljev, smotrov države je zagotoviti varnost. Ljudje sami svoje varnosti ne moremo zagotoviti. Če jo zagotavljamo, pridemo v stanje vojne vsakogar zoper vsakogar. Zato to zagotavlja država. Prostovoljno smo se, recimo temu, razorožili, odložili orožje in pooblastili državo, da s tem orožjem varuje slehernega med nami pred nasiljem kogarkoli med nami. In zato je prva naloga države v tej družbeni pogodbi zagotavljanje varnosti. In to tako splošne varnosti, se pravi
pred zunanjimi sovražniki, kot varnosti v notranjih razmerjih. Se pravi, varnosti, ki se ji pač individualno ne smemo in ne moremo zagotoviti. In potreba po varnosti je ena od temeljnih človekovih potreb. Ne? In prav to pravico do varnosti mora, kot sem rekel, zagotoviti država. In če tega država ne zna, ne more ali Bog ne daj noče, potem je to samo po sebi protiustavno stanje. Te temeljne naloge država pač ne uresničuje. S takim opuščanjem ogroža oziroma celo posega v človekovo pravico do varnosti, ker ne izpolnjuje te pravice pozitivnega statusa. In tako stanje seveda lahko pripelje do položaja, ko bodo ljudje začeli na ogroženih območjih pravico jemati v svoje roke, ne? Se oboroževati, ustanavljati vaške straže in tako dalje. Kot da se iz zgodovine nismo ničesar naučili. To se je že zgodilo na začetku druge svetovne vojne, ne? Ko so Slovenijo napadli 3 totalitarizmi. Ne? Dva organizirano, nacizem in fašizem, manj organizirano komunizem. Ne? In ljudje so se samoorganizirali in jemali pravico v svoje roke, skozi vaške straže. In to se zgodi, ko država ne izpolni svoje temeljne naloge. Ko ne zagotovi tistega, zaradi česar je bila ustanovljena. Ne? In potem smo seveda na poti v anomijo, v brezpravje, v anarhijo. In zadnje, kar si želimo, je, da se začnejo ljudje na ogroženih območjih braniti sami, kar bi pomenilo seveda razpad prava, ki temelji na prepovedi samopomoči. Temeljni postulat prava, kot je enemu članku dal naslov profesor Boštjan M. Zupančič, je ravno to. Prepoved samopomoči kot temeljni postulat prava. No in kdo nosi tu krivdo? Ja, jasno je, v čigav resor spada to področje. To je Ministrstvo za notranje zadeve, katerega minister bi moral že kdaj zapustiti ta položaj, ker je popolnoma nezrel za to funkcijo, ker ima težave s svojimi intelektualnimi sposobnostmi, ker svojega položaja in svojih odgovornosti ne razume in ker na koncu povsem brezčuten in ciničen, čeprav se tega zadnjega cinizma sploh ne zaveda. In kljub vsemu mu nobena interpelacija ne pride do živega. Ne pride mu zato, ker je v tej koaliciji pomembnejša njegova lojalnost, torej politična lojalnost, več šteje lojalnost politiki, ne, kot lojalnost ljudem, ustavi in pravu. In to je spet mogoče samo v Sloveniji, kakršna žal trenutno je. Demokratično nezreli državi. Vprašali ste, ali so na voljo učinkovita sredstva za zagotavljanje varnosti. Ja, so. Samo od tega ministrstva in te vlade jih ne moremo pričakovati. V skrajnih primerih bi bilo treba ogroženim državljanom omogočiti izdajo dovoljenj za posest orožja. Po zakonu, v skladu seveda z zakonom o orožju. In po tem zakonu se posamezniku izda orožna listina, če dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za zagotovitev le-te potreboval varnostno orožje. Tako po zakonu. Zakaj? Zato, ker bi že samo zavedanje potencialne možnosti, da je potencialna žrtev oborožena, že samo zavedanje bi potencialnega napadalca odvrnila od kriminalne namere. Ne? Sicer pa, če se ne motim, so se borilne veščine razvile ravno iz potrebe po zagotovitvi lastne varnosti tistih, ki niso smeli nositi orožja. Gospa Zobec, se pravosodni sistem ustrezno odziva na primere, kjer je ogrožena varnost ljudi zaradi nekaznovanih dejanj v določenih skupnostih? Ja, rekla bi, da problem ni toliko v odzivu tožilstva, še manj sodstva, ki se lahko odzove le na obtožbo in v okviru obtožbe tožilstva. Neprimerljivo večji problem je v policiji, v njihovi neučinkovitosti, neodzivnosti, neenakopravnem obravnavanju, asimetričnosti.
Potem je prav tako velik problem v neodzivu zakonodajne in izvršilne oblasti na naraščajoče nasilje romske populacije. Povsem neustrezen je sistem socialne pomoči, ki je v obliki denarja. Vem, da prejmejo romske družine z večjim številom otrok tudi 1800 evrov kot socialni transfer. In to jih seveda stimulira k rojevanju večjega števila otrok, za katere pa ne skrbijo tako, kot bi morali. Menim, da bi denarno pomoč lahko nadomestili recimo z boni za hrano, vodo, elektriko. Potem bi opozorila še na nemoč socialnih služb v nezadostni uporabi mehanizmov varstva otrok pred zlorabami v družinah, v nesankcioniranju staršev, ker otrok ne pošiljajo v šolo. Uvesti bi bilo treba ukrepe za stimulacijo, kot je recimo neka žepnina za tiste, ki spoštujejo temeljne norme družbenega sobivanja, med drugim to, da pošiljajo otroke v šolo, ker kaj pomeni neizobražen človek brez delovnih navad. V najboljšem primeru bo prejemnik socialne pomoči, ampak večinoma se pa iz take populacije rekrutirajo kriminalci. Potem bi morala policija ukrepiti nadzor, ne samo z videokamerami in droni, temveč predvsem z fizično prisotnostjo, varovanjem in dosledno bi morala izvajati svoja policijska pooblastila. Treba bi bilo ukrepiti tudi sodelovanje z romskimi društvi iz severovzhodne Slovenije, ker je romska populacija integrirana in prepričana sem, da bi priskočili na pomoč pri reševanju hudih problemov dolenjskih in belokranjskih Romov. Kaj pa lahko naredi pravna država, gospa Zobec, ko pride do trka med pravico do varnosti in socialno-političnimi tabuji, kot jih pogosto spremlja romska problematika? No, prvo načelo, tu bi moralo biti načelo enakosti pred zakonom. Romsko nasilje bi morali obravnavati povsem enako kot katerokoli drugo nasilje, z enako prizadevnostjo, nepopustljivostjo, odločnostjo, natančnostjo in odgovornostjo. Predvsem pa bi morala država ljudem zagotoviti varnost, kot je že prej govoril Jan. Pravica do varnosti je namreč ena od temeljnih človekovih pravic. Če torej odgovorim na vaše vprašanje, kaj lahko naredi pravna država, ko pride do trka med pravico do varnosti in socialno-političnimi tabuji, kot jih pogosto spremlja romska problematika, lahko rečem, da je tak trk samo navidezen. Navidezen, ker se morajo taki in drugačni socialno-politični tabuji vselej umakniti človekovim pravicam. Da je pravica do varnosti, kot sem že rekla, ena temeljnih človekovih pravic, pa vemo vsi, domnevam tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Gospod Zobec, kje pa vi vidite osebno največje pravne praznine pri reševanju romskih vprašanj na ravni zakonodaje ali pri izvajanju zakonov? Kljub temu, da je bilo mogoče sprejeti nekatere učinkovite ukrepe, o kateri je malo prej ravno zdaj govorila Barbara, mislim, da je tu ključno dosledno in učinkovito odločno izvajanje obstoječe zakonodaje. Tako je tudi sporočilo ljudi, ki živijo na ogroženih območjih. Njihova stiska je pravzaprav dvojna. Najprej kršena njihova pravica do varnosti, pri nekaterih tudi do telesne integritete, potem pa je kršena tudi pravica do enakopravnosti. Upravičeno se namreč počutijo manj vredne in zapostavljene, drugorazredne. Če si dovolim špekulirati, zanima me, ali bi bil tak odnos vladajočih do ogroženih državljanov, tudi če bi bili le ti pretežni volivci Svobode, Levice ali SD. Večkrat smo že ugotavljali, da sta Sloveniji pravzaprav dve. Ena Slovenija je tu v Ljubljani, kjer aklamativno zmaguje Janković, kjer živi tako imenovana leva elita,
tipični proračunski porabniki, nekaj povsem drugega pa so podeželska območja vzhodne Slovenije, ki se preživljajo s svojim delom, ki so čisti proračunski zavezanci in kjer so volivci tradicionalno bolj naklonjeni sedanjim opozicijskim strankam. Morda je tudi v tem iskati razlog za tak odnos vladajočih do strani romske populacije teroriziranega podeželskega prebivalstva. Za njih je prioriteta Gaza, ne, za vladajoče mislim, ne. Lastni državljani, če ne gre za njihove volivce, pa so jim deveta briga. Spoštovana gosta, od Romov bomo sedaj šli naprej v Državni zbor, kjer je precej odmevala napoved obrambnih referendumov. Politika se je na koncu nekako streznila, pa vseeno precej slabo luč je vrglo to na mednarodnem parketu na Slovenijo. Se vam zdi, gospod Jan Zobec, smiselno, da se tako pomembno področja, kot je obramba države, prepuščajo referendumski presoji oziroma želji po njej? Kje je meja med demokracijo in populizmom? Meja med demokracijo in populizmom. Ja, populizmi nikoli niso prinesli nič dobrega, ne. Dali so zagon izključevanju, avtoritarizmu, kršenju in krčenju svobode in človekovih pravic. In kot pravi Jan Werner Müller, ki je nesporna avtoriteta proučevanja tega fenomena, mislim na populizem, ko populisti prevzamejo oblast, ustvarijo avtoritarno državo, ki izključi vse, ki jih ne šteje kot del pravih naših, ne, narekovajo naših ljudi. Za njihovo na videz demokratično retoriko je nevaren antidemokratičen impuls. Za populizem veljata pa dva stereotipa. Prvi, da je populizem samo desni, in drugi, da je nedemokratičen, izključujoč, nevaren. Prvi je zmoten, drugi ne. Najprej, populizem ni ideologija, nima barve, je taktika in metoda politike, bodisi desne ali leve. Taktika za pridobivanje ljudske podpore in metoda, ki temelji na bližnjicah in poenostavitvah, predvsem pa na angažiranju čustev razrvanih in nezadovoljnih ljudskih mas. Populisti sebe ponujajo kot edine legitimne predstavnike homogenega ljudstva, kot del za celoto, ne, pars pro toto. To jim daje posebno razsežnost v primerjavi z drugimi politiki, ki se vidijo le kot predstavnike svojih volivcev, kot del pluralne družbe. Populizem in antipluralizem sta zato siamska dvojčka. Populizem ima še drugo pomembno karakterno potezo, ki je skupna vsem njegovim različicam. To pa je antielitizem. Udarne besede, enoznačni slogani in skovanke z močnim čustvenim nabojem, ki sprožajo prav tak odziv ljudstva, so močno orožje političnega boja za oblast. Populist obljublja tisto, kar si ljudstvo želi, in želi seveda tisto, kar meni, da je prikrajšano. Še posebej, če mu aktualna oblast to jemlje, ali pa če mu je odvzela, omejila, kot je bilo, spomnimo se, s covid ukrepi, ko ne bi prejšnja koalicija ljudstvu kratila svobodo, ter njegov napredni del, ko je razgrajal in povzročal škodo, spravljala v red. Kaj so elementi levega populizma, imenovanega tudi socialni populizem, ki ga zaznavam tu pri nas v Sloveniji? Ti so, ko gre tipično za nas, za Slovenijo, glas ljudstva, čiščenje ne naših, janšistov, antielitizem, kot je na primer hujskanje zoper zdravnike, uspešne podjetnike, lastnike denacionaliziranega premoženja, rimokatoliško cerkev, nestrpnost do zasebne lastnine, zamera do lastnikov nepremičnin. Tipično populistična je nedavna Golobova izjava o tistih bogatinih, ki jim je več do metra svoje jahte, kot do prispevanja v državno blagajno. To je en tak tipično populističen nastop. Potem stremljenje po močni vsenadzorujoči državi, ali kot temu pravi Jan Werner Müller, kolonizaciji države, masovni klientelizem in zato tudi odklanjanje vsega zasebnega, od šolstva prek zdravstva do podjetništva,
demoniziranje neoliberalizma, tržnih zakonitosti in vsega, kar se izmika nadzoru države. Ne? In kot smo videli včeraj, tudi odpiranje nekega kopališča prenovljenega, kjer se predsednik vlade in župan glavnega mesta namakata in to ovekovečijo vsi osrednji državni mediji. Ne? To je tak cenen populizem. Ne? O tem, ali je smiselno, da se tako pomembno področje, kot je obramba države, prepušča referendumski presoji, pa čisto kratko. Hvala Bogu, so od tega odstopili. Ampak škoda ugledu, verodostojnosti, zanesljivosti naše države je bila storjena. In težko jo bo popraviti. Tudi naslednja koalicija, ki verjamem ne bo več pod taktirko nobene od sedanje vladajočih strank, in ko bosta včerajšnja kopalca na smetišču zgodovine, kamor tudi sodita, tega žal ne bo mogla sanirati. Ugled in zaupanje si je v mednarodnih odnosih, še posebej v obrambnih povezavah, kot je NATO, težko pridobiti. Ga pa lahko hitro izgubiš in mi smo ga in ga izgubljamo. Na kar so nas opozorili tudi tuji politiki. Lahko z pravnega vidika, gospa Zobec, govorimo o zlorabi referendumskega instituta v politične namene. Ja, referendum ima vselej politično ozadje. Je tudi sam po sebi sredstvo politike, glasovanje na njem pa izražanje politične volje volivca. Torej pomeni uresničevanje ustavne pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. To je seveda politična pravica par excellence. Gre za najbolj demokratično obliko izrekanja o vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora. Problem pa lahko nastane pri izrekanju v zakonih, ki odpravljajo protiustavnost, ki je bila predhodno ugotovljena z odločbo Ustavnega sodišča, potem v zakonih, ki odpravljajo kršitve človekove pravice, ugotovljene s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice. Problem lahko nastane tudi pri referendumih z nejasnimi in zavajajočimi vprašanji. Slednje je sicer lahko problem le pri posvetovalnih referendumih, ki pa niso zavezujoči. Včasih je zakonodajalec poskusil zlorabiti tudi prepoved referenduma o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na način, da je ob določbah, ki protiustavnost odpravljajo, urejal še druga razmerja, kar pa bi bilo lahko predmet referenduma. A ker je vse skupaj zapakiral v en zakon, je s tem izigral pravico do referenduma. To je presojalo tudi Ustavno sodišče, ki je tak sklep razveljavilo. Mislim, da je šel za zakon o družinskih razmerjih, prejšnji zakon. V zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Je referendum v določenih primerih lahko sredstvo za destabilizacijo pravnega reda? Ste kot ustavni sodnik, gospod Jan Zobec, kdaj videli nevarnost v takšnih političnih manevrih? Ja, vsekakor. Referendum je institut, ki ga je mogoče zlorabiti. A je v demokraciji tako, da pred zlorabami ustavnih institutov varuje Ustavno sodišče. Ta institucija je najpomembnejši ali vsaj en od najpomembnejših samokorekcijskih mehanizmov. Če bi izid referenduma lahko privedel do protiustavnega položaja, o tem je prej Barbara govorila, ga bo državni zbor prepovedal in tako prepoved bo preizkusilo še Ustavno sodišče, ki ima na koncu zadnjo besedo. Še gospod Zobec mogoče, kaj pomeni, če se ustavno zagotovljeni instituti uporabljajo za politično kazanje mišic? Če imate tu v mislih aktualno referendumsko burlesko s posvetovalnim referendumom glede povečanja stroškov za obrambo in o izstopu iz zveze NATO, lahko rečem le, da gre za še nevideno nezrelost ključnih akterjev slovenske politike. No, k sreči se je vse izteklo tako, kot je prav, ampak žal s posledicami.
Igrali so se s vprašanjem, ki so življenjskega pomena za državljane in za našo varnost. In to v času preurejanja svetovnih razmerij moči in ko vojna nevarnost še nikoli ni bila tako blizu. V času, ko tradicionalno nevtralne države, kot so Švedska in Finska, vstopajo v NATO, bi mi izstopili. Najvišja politika se igra z našo varnostjo, kredibilnostjo in mednarodnim ugledom. Pod aktualno oblastjo delujemo kot nekakšna eksotična država, ki se je po naključju znašla na političnem zemljevidu. Vodijo skupina neuravnovešenih, tragikomičnih posameznikov, zagledana sama vase, kot spominjajo me na neke novodobne Idi Amine 21. stoletja. In slovenska zunanja politika vse bolj spominja na politiko neuvrščenih ter dobiva nevarne obrise zavezništva s teroristično državo Iran. Kaj je v ozadju tega, lahko samo ugibamo. Ni izključeno, da ni izsiljevanje povezano z afero NLB in Irangate, za katero v slovenski tranzicijski politiki in depolitiziranih organih pregona velja omerta. V teh dneh pa je aktualen še en referendum, torej o prostovoljnem končanju življenja, o evtanaziji, pa bi morebiti o tem govorili v eni od prihodnjih oddaj, se pri tej temi nekoliko bolj podrobneje ustavili, tudi pri spoštovanju življenja kot takšnega. Mi bomo ob sklepu pogledali še v tisto bajto oziroma v tisti svet, ki je zelo pomemben, to je Sodni svet, spoštovana gosta. Kako gledate na zadnje odločitve Sodnega sveta pri imenovanjih na upravno sodišče? So bile po vašem mnenju ustrezno obrazložene in transparentne, gospa Zobec? No, za zadnjo odločitev glede imenovanja sodnice na upravno sodišče lahko rečem, da se z njo ne strinjam. Tu me je Sodni svet razočaral. Mislim, da zavrnitev daleč najboljše kandidatke, ki je po vseh merilih in po vseh dosežkih v pravniških poklicih objektivno daleč presegla konkurenco. Zakaj ni bila izbrana, lahko samo ugibamo. Ampak dejstvo je, da če želimo dobro delujoče sodstvo, če imamo resen namen izboljšati klavrno stanje, ki se vleče že desetletja, potem si ne moremo privoščiti zavračanja najboljših kandidatov. Morda prav zaradi njihove odličnosti, ki pri marsikom vzbuja zavist in strah pred izostritvijo lastnih slabosti, majhnosti in poklicne plitvine. Zavrnjena kandidatka je prejela samo 2 glasova podpore. Kljub nekaterim dobrim potezam sedanjega Sodnega sveta, zato ob taki odločitvi ne morem biti optimistična. Vprašali ste me o obrazložitvi odločitve, o čemer pa ne morem govoriti, ker odločba še ni pisno izdelana. Gospod Zobec, se v takšnih imenovanjih še vedno odraža neodvisnost oziroma odvisnost sodstva od politike? Ja, bom zelo kratek, z enim stavkom. Problem ni vpliv politike na sodstvo, problem je politika v sodstvu sama. Odličen odgovor, mogoče ob tem še, gospa Zobec, kako ocenjujete aktualno kadrovanje v sodstvu? Je nevarnost, da politika dobi prevelik vpliv, danes večji kot nekoč? No, politika si je vse skozi želela vplivati na sodstvo. Njen vpliv je morda največji pri imenovanju oziroma izvolitvi predsednika Vrhovnega sodišča. Ampak kot je rekel Jan, problem ni vpliv politike na sodstvo, ampak je problem politika v sodstvu samem. Poglejte samo afero povezano z dodeljevanjem zadev na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Za predsednika tega sodišča lahko rečem, da je serijski kršilec pravice do zakonitega sodnika. Evropsko sodišče za človekove pravice je izrecno ugotovilo, da je flagrantno kršil pravila slovenskega prava, predvsem sodnega reda o dodeljevanju zadev, pa človek še vedno zaseda položaj predsednika. Sodni svet je sicer začel postopek za njegovo razrešitev,
A je ne boste verjeli, predsednik Vrhovnega sodišča v svojem mnenju izrazil podporo temu serijskemu kršilcu človekovih pravic, in to predsednik, ki kandidira za ustavnega sodnika. Tistega torej, ki naj bi varoval človekove pravice, ki jih njegov varovanec, predsednik okrožnega sodišča, kot je reklo Evropsko sodišče, flagrantno krši. In ne samo to, da je kršil načelo zakonitega sodnika v tem primeru, tudi v enem od kazenskih zadev je Vrhovno sodišče ugotovilo isto kršitev istega predsednika. Pred Evropskim sodiščem je v teku še en postopek zaradi enake kršitve spet istega predsednika. Tistega, ki je v zadevi družine Janković, ko je bila že sprejeta odločitev, ki ni bila po godu sinu razvpitega ljubljanskega župana, to zadevo odvzel sodnici na način, da je sodnico nezakonito kar z ustno odredbo premestil na drugo sodišče. In to sodnico, ki je bila sodnica poročevalka, sodišče je odločitev, kot sem rekla, sprejelo, bila je neugodna za sina ljubljanskega župana in osnutek odločbe je bil že izpisan. Spis je dodelil drugi sodnici, sestal se je drug senat, ki je sprejel diametralno nasprotno odločitev, to pot v korist sina ljubljanskega župana, no in ko je prejela spis preiskovalna sodnica, je ugotovila, da se v spisu nahajata dva posvetovalna zapisnika z različnimi odločitvami in je na okrožno sodišče naslovila vprašanje, katera odločitev je pravilna, in dobila je odgovor druga odločitev. To je nekaj nepojmljivega, nekaj, česar v svoji več kot 40-letni sodniški karieri še nisem doživela. Pa vendar predsednik Vrhovnega sodišča in kandidat za ustavnega sodnika mirno izreče in napiše, da predsednik okrožnega sodišča uživa njegovo zaupanje, in to kljub sistematičnim kršitvam pravil o dodeljevanju zadev in s tem pravice do zakonitega sodnika. Določba 64. člena Zakona o sodiščih, po kateri se predsednik sodišča razreši funkcije predsednika sodišča, če krši ali dopusti kršitev predpisov v zvezi z dodeljevanjem zadev, kot da ne obstaja. Ja, mislim, da smo kar jasno povedali, kaj bi se moralo zgoditi, pa se ne zgodi. So takšne imenovanje lahko tudi odraz sistemske slabosti, gospod Jan Zobec, premalo jasnih meril, tudi premalo odgovornosti? Merila so razmeroma jasna. V okviru sodstva se tudi kar dobro ve, kdo od sodnikov je pustil in kakšna je ta sled, ki jo je pustil. Ve se, kam kdo spada, kakšni so njegovi dosežki. Problem je premalo odgovornosti, oziroma problem so sodne oligarhije, sodna omrežja in korporativistična miselnost. In pri večini sodnikov žal habitus podredljivosti. Kdaj se bo to začelo spreminjati? Kdaj bo tu ta starorežimska miselnost, ki se ponavlja in obnavlja z novimi sodniki, izšolanimi že po osamosvojitvi? Ne vem. Resnično ne vem, ampak ključen organ pri tem je seveda sodni svet. Ne? In če bo sodni svet pokazal več odločnosti in prvo priložnost, pomembno priložnost, ima sedaj, ko obravnava predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani, in drugo priložnost, vzporedno se to, ima v rokah predsednica države. Ali bo kandidata za ustavnega sodnika, ki je sedanji predsednik Vrhovnega sodišča, predlagala za ustavnega sodnika. Če ga bo predlagala, bo to znak, da smo padli še nižje, kot smo ta hip.
In o tem bomo lahko govorili tudi v eni od prihodnjih oddaj, predvsem, kakšni bi morali biti kandidati za ustavne sodnike, na kaj bi morala predsednica države paziti. Za danes, spoštovana gosta, gospa vrhovna sodnica Barbara Zobec in gospod nekdanji vrhovni sodnik in ustavni sodnik gospod Jan Zobec, iskrena hvala za obisk v našem studiu, vse dobro želim. Hvala tudi vam za gostoljubje in vse dobro vam in seveda lepe počitnice poslušalcem. Ja, hvala za povabilo, tudi jaz želim lepe počitnice. Današnjo oddajo Spoznanje več, Predsodek manj sem pripravil Alen Salihović. Želim vam vse dobro. Spoznanje več. Predsodek manj.